Najprej se moram zahvaliti. Zato, da sem lahko spet v Mariboru. Zato, ker pred 20 leti je Prosenčeva od Umetnostne galerije mene odkrila po 20 letih v Boliviji in me je povabila razstavljati spet v Slovenijo. To je bilo zame prelomna točka nekako v moji karieri, ker sem spet nazaj v Slovenijo prišel razstavljati veliko razstavo po dolgih letih. In evo, zdaj sem spet v Mariboru in imam res Štajerci najboljše možne vibre, tako da hvala lepa, da ste me spet vzeli tokrat v kiblo. Ta rdeča razstava, kakor jaz pravim, ki se imenuje Rdeča in zlata, je pravzaprav skupek dveh razstav ali dveh različnih mišljenj, zato ker ta prva, ki je bila narejena iz te serije, so bile slike na temo splava. Jaz pač živim v taki deželi, kjer je splav popolnoma prepovedan, samo v primeru posilstva, ki ga je nemogoče dokazati, in v primeru, če bo mogoče bodoča mama umrla, je splav dovoljen. Tako da ta tema teh ubogih žensk, nekterih, ki imajo že 5-6 otrok in ne bi rade še kakšnega imele, in ženske, ki umirajo, in ženske, ki ne vejo, kakšne pravzaprav bi morale biti njihove pravice, je bil razlog, da jaz naredim te velike rdeče slike. Po eni strani to, po drugi strani pa to gibanje, ki se imenuje Me Too, jaz tudi, ki je pa gibanje, kjer so se ženske začele res za svoje pravice zavzemati in zavzemati tudi v smislu, da nas naj moški bolj spoštujejo, kot pa se nas. Seveda je to vse odvisno bilo prej od nekih zgodovinskih momentov, od filozofije tistega časa, tako da je zelo težko za moj okus soditi stvari, ki so se zgodile recimo pred 30, 35 leti z današnjimi očmi. Tako da ta dva momenta sta bila razlog obojen seveda na žensko temo, da sem jaz namala vse te slike. Slike so rdeče, ker je pač rdeča barva krvi, barva strasti, ena mojih najljubših barv, čeprav imam najrajš pomladno zeleno travico, tisto bom najrajš. No, ampak rdeča je pač ta dramatična barva in seveda tudi zlata, ki je ena barva, ki jo imam v podzavesti, ko sem kot otrok hodil v Blejsko cerkev in tam so bile Pengovove slike, Pengove freske in te freske imajo nekatere zlata ozadje in seveda vsi prečudoviti srednjeveški, gotski in kakršnikoli oltarji, ki imajo pač to zlato ozadje, ki je barva, ne barva, ker ona je barva večnosti. Tako da, evo, to je v glavnem, kar se tiče barve. Potem pa naj še to povem, da imamo tle eno sliko, ki se imenuje Adam in Eva in pravzaprav veliko teh krivic, ki se ženskam dogajajo, izhajajo iz tega svetega pisma, ker je seveda Eva bila vsega kriva in vseh grehov in vse človeške nesreče seveda kriva Eva. In tale moj paradiž je pa pač tak, da je narobe obrnjen, da je Adam, ki ponudi Evi jabolko in mogoče, če bi tako bilo ali pa če bi ta varianta prevladala, bi bila človeška zgodovina in predvsem zgodovina žensk čisto drugačna, kakor jo pa danes vidimo.